Živja, sem Lara Nasran in danes se bomo sprehodili z novim vozičkom Nuna Travel. To je mikrovoziček, kar pomeni, da se zloži zelo na majhno in je zelo lahek. Zakaj je ta voziček inovacija celo med mikrovozički? Predvsem zaradi njegove vodljivosti, ker je res obvladljiv z eno samo roko. Ima precej velika kolesa, ki so v bistvu obvladljiva tudi na drugačnih terenih kot samo na asfaltu. Hkrati pa res prostorno nakupovalno košaro, kar je pri teh manjših vozičkih res redkost. Plus, ena zadeva, ki pa je inovacija celo za Nuno, touch bremza. Ta voziček ima tudi en kup takih dovršenih detajlov, recimo tole kukalo, Peekaboo okence, ki deluje tudi kot zračnik, in pa prav en tak konkreten zračnik, ki služi svoji funkciji tako, da ga v bistvu odpnete in je super zadeva za poletje, tako da niti ni težave, če je voziček črn, kar marsikoga skrbi, sploh ko so prvič mamice. Še ena funkcija, ki je zelo priročna za mame, ki imamo vedno polne roke dela. In sicer varnostni lok, vrtljiv za 360 stopinj in nastavljiv za eno samo roko. Ko se otrok odloči, da ima dovolj vozička, je pa ena zelo priročna funkcija magnetna zaponka, kar pomeni, da na brzino zrihtaš in ga odrešeš muk. A ne? Evo, Oliver je šel počivati, mi si pa lahko v miru pogledamo še vse ostale prednosti, ki jih ponuja Nuna Travel. Prva je definitivno ta varnostna zaponka, ki se v bistvu lahko iz 5-točkovnega varnostnega pasu spremeni v 3-točkovni, za tiste, ki imajo radi aktivno sedenje, ki ga tudi priporočajo recimo pri pedosanji ali pri raznih razvojnih terapevtih, ali pa za tiste kaskaderje, ki potrebujejo majčkeno več varnosti, normalno 5-točkovno. Jaz sem od Nune Demigrov že toliko navajena na ta magnetni pas, da v bistvu se mi to sploh ne zdi neka inovacija, ampak ko zdaj pogledam za nazaj pri prejšnjih vozičkih, pa primerjam to razliko, je pa definitivno vrhunska iznajdba. Druga stvar, naslonjalo za noge. Tukaj je res fajn, ker ga praktično lahko popolnoma pospravaš, ali pa celo v bistvu čisto popolnoma poležeš otroka, odvisno pač kaj v tistem trenutku potrebuje. In pa meni zelo ljuba funkcija naklon, ki se v bistvu zelo prilagaja otrokovim potrebam, recimo za spanje se praktično popolnoma poleže, ali pa potem kasneje ga v bistvu lahko tudi z eno roko posediš. Pa še ena lastnost, na katero marsikdo ne pomisli, med drugim tudi sama nisem, dokler mi ni enkrat ena kolegica razložila, kaj je v bistvu fora tegale zaklepanja sprednjih koles. Ko enkrat prideš na makadam ali pa recimo na plažo, je veliko bolj praktično za manevriranje, če ima zaklenjene sprednje gume. Pa še ena lastnost, ki je res praktična in pride velikokrat prav, možnost montaže lupince na voziček. To je meni recimo en tak lifesaver v primerih, kot je bilo recimo, ko smo šli mi z letalom na dopust. Sicer voziček smo imeli s sabo, ampak ko pa enkrat pride do tistega, da moraš nekako otroka voziti v rentakarju, pa pride do težave. Tukajle pa v bistvu vse rešiš zelo enostavno in kar je najbolj fascinantno, brez kakršnih koli adapterjev. Hkrati pa otroku lahko omogočaš lepo malo zasebnosti in tudi popoln počitek takole s strehco. To je tudi ena taka fajn zadeva, recimo za kakšne hitre skoke v trgovino ali pa kaj, ker v bistvu imate tale voziček lahko kar konstantno v avtu. Pa še lastnost, ki pri mikrovozičku verjetno vse najbolj zanima, zlaganje. Voilà! To je vsa umetnost, evo. Zdaj vam pa pokažem še, koliko enostavno se tale stvarca postavi. Z eno roko v šusu. Ok, zdaj pa še komu bi jaz osebno priporočila tale voziček. Prvotno vsem, ki ste veliko na poti, takim, ki potujete z letali, mogoče ljudem, ki imajo majhne prtljažnike in rabijo voziček, ki zavzame malo prostora, in pa tistim, ki imate vedno eno roko polno in rabite tazga, da lahko manevrirate z drugo. Ekola, tole je bil Nuna Travel, Oliver se zdaj zbuja in greva še en krog, mi se pa vidimo spet naslednjič.